Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako pomembno je, da poskrbimo za zdrave možgane. In zdaj, če gledamo, da zdravi možgani, danes sem govorila z enim gospodom in je rekel, veš, čas, ki prihaja, ki je pred nami, ta čas je obdobje velike depresije, tako kot je bilo leta 1900, mislim, da je rekel 28. In sem rekla, se pravi, 1917. leta je bil prvi finančni zlom in takrat, če pogledate za nazaj slike, ljudje so v depresiji oziroma v obupu, ker so imeli ves denar v delnicah, so se metali iz stolpnic v Ameriki. In v glavnem potem je prišla druga kriza in ta druga kriza je bilo obdobje velike depresije. No in zdaj, če se to obeta, če se zgodovina ponavlja in če vas je strah, da se boste zlomili zaradi tega, ker če bo slučajno finančen zlom, pomeni, da verjetno predelujete nekaj, kar imate za predelati iz enega od preteklih življenj, ko so se vam porušili temelji vašega obstoja. No in dajmo danes govoriti o tem, kako poskrbeti za temelje svojega obstoja. No in spet smo pri mišičnem testu, spet smo pri tem, kako pomembno je poskrbeti za temeljna prepričanja glede tega, kdo je sem, glede varnosti, glede obstoja. No in zdaj tisti, ki predelujemo neka življenja, ko smo bili preganjani, ko smo se mogli seliti, ko smo se selili, ko smo umrli na tujem, preverite z mišičnim testom, da boste prišli do zaključka, če ste mogoče tudi vi tisti, da imate temeljna prepričanja za počistiti. Zdaj pa kako veste, da imate s tem težave? V glavnem, korenska čakra je povezana z bolečinami v križu, v kolkih, s koleni, z nogami. Korenska čakra je povezana, tako kot elektromagnetno polje teče med korensko čakro pa med spolno čakro, in te dve v bistvu centra od spodaj tvorita kot neko navidezno posodo naše življenjske energije. In več kot imamo naluknjanih prepričanj oziroma prepričanj, ne zmorem, sem nemočna, strah me je premikov, strah me je izgube, strah me je, da ne bi imela za preživeti, s tem se zgodi, da je v bistvu ta posoda, kjer se nahaja življenjska energija, tako kot da bi bil naluknjan sod, skozi katerega kar naprej odteka energija. No, in če želimo to zakrpati, seveda pomembno, da se lotimo zdravilne molitve dekodiranja in notri vstavljamo te temeljna prepričanja glede preživetja. To je zdaj prva zadeva. Druga zadeva pa moramo razumeti, da iz te posode naše energije gre po hrbtenici navzgor življenjska energija in ta življenjska energija vpliva na energijo naših možganov. No in v glavnem, ko naši možgani dolg časa ne dobivajo ta prave podpore energijske, se lahko začne dogajati, da nam zmanjkajo neke povezave v možganih, da enostavno se izklapljajo, ker dobesedno nimamo energijskega dotoka, ni podpore. To je tako, kot recimo suh rečni kanal, kamor ne pride voda, se posuši voda in dejansko tam tudi postane suha zemlja. No, tako je z našimi možgani. No in zdaj, če razumemo, da mi moramo poskrbeti za to, da namočimo z energijo te naše možgane, se pravi, potrebno spraviti to temeljno energijo prepreči, da uhaja in jo spraviti po hrbtenici navzgor. No, zdaj imamo pa najprej pogledati zdravje možganov. In za zdravje možganov vam priporočam, vzemite v roke knjigo Ko ima življenje žur. Knjiga Ko ima življenje žur ponuja odgovore pri avtoimunih obolenjih, katera hrana pomaga, kaj narediti takrat, ko ste občutljivi na gluten in kako telo kliče po spremembi. V drugem delu knjige pa boste našli kup receptov in praktičnih načinov, kako si izboljšati psihično počutje, kako z molitvijo, z meditacijo in s čiščenjem podzavesti premagate vzorce družine in se postavite na povsem novo vibracijo. Če gledamo naše možgane, pogosto, ko so obremenjeni leta in leta, se lahko zgodi, da se pojavi najbolj pogosta bolezen današnjega časa in to je demenca.
Demenca se začne kazati na različne načine. Lahko se začne kazati kot neko pozabljanje, greš v en prostor, pa se sploh ne spomniš, po kaj si šel. Lahko pa v bistvu se prekrade zelo neopazno in ljudje okrog opažajo, da se človek spreminja, da postane mogoče bolj žleht, hudoben, lahko celo agresiven in da prireja določene stvari. In to je v bistvu že prva stopnja dejansko obolenja. In v tej stopnji sorodniki ne prepoznajo, da je nekdo bolan, zaradi tega, ker samo opažajo, da je ves čas neka drama. No, in ta prva stopnja bolezni bi bila že potrebna za zdravljenje. Se pravi, bi bilo že čas, da se pogovorite z zdravnikom, da se mogoče že ukrepa, da mogoče kdor je najbolj na udaru, da že dobi neke mogoče zeliščno podporo za živce in predvsem, da človek, ki zboli, da poskrbi za to, ali pa da sorodniki poskrbijo za to, da dobi neko zdravljenje, zaradi tega, ker bo pač treba nekaj narediti v tej smeri. No, v glavnem, demenca se lahko potem stopnjuje v agresiji, v pozabljanju in seveda, ker odmirajo možgani, lahko se stopnjuje v tej smeri, da ljudje pozabljajo, da se izklopijo določene funkcije, kot je zadrževanje vode, blata, do tega, da enostavno nimajo občutka, zakaj služi žlica, recimo. No, in zadnjič sem govorila z eno gospo, ki ima dementno mamo, je rekla, veš, včasih ve, zakaj se uporablja žlica, jo pač uporablja za hranjenje, najbolj pogosto pa zdaj, da enostavno pozabi in se pač z njo igra kot majhen otrok. Recimo s to gospo nekaj časa nisem govorila, nekaj let, recimo ko sem zadnjič pred leti govorila z njo, je rekla, da njeni mami, da ona da zarezati, da reže, da skupaj pripravljata kosilo in da je vse v redu, samo zaposliti jo more kot nekega majhnega otroka. No in zdaj, če pomislite, v parih letih, kako se je poslabšalo stanje, mama je na vozičku in ne zna več uporabljati žlice, s tem, da je rekla, da po večini je ne prepozna in da reče, aha, sej gospa, vi ste pa dobra oseba, dejansko ne ve, da je to njena hčerka. Tako da, glejte, bolezen demenca se največkrat pojavi pri ljudeh, ki imajo najbolj obremenjeno, se pravi ta temeljna prepričanja in se jim je v življenju nekaj groznega zgodilo in zaradi tega, ker ta življenjska energija ne pride več v možgane, se dobesedno možgani začnejo izklapljati, ker nimajo dotoka življenjske energije. Zdaj, seveda, kaj vi lahko naredite? Pri dementni osebi bolj malo, čeprav je pa to alarm za vas, če imate dementnega sorodnika, da je lahko to eno od najšibkejših členov v vaši družini in da je čas, da vi počistite svoja temeljna prepričanja, ker ste jih tako podedovali, da vi ne boste zboleli za demenco. In v bistvu, če imate dementno osebo v vaši družini, je to alarm za vas, da poskrbite vi za svoje možgane. Tako da, glejte, a gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo stvarstvo, kaj je za tele svetle dušice tako zelo pomembno, da slišijo, sploh če delajo nekaj premika v življenju, je čas, da naredijo nekaj za sebe. Varno je ljubiti, je prišla karta ven. In varno je občutiti modrost. No in če zdaj gledamo to, dušni partner je prišla karta, varno je ljubiti in druga karta, modrost. Moje srce je čisto in lahko sprejema večno modrost. In prav to, glejte, dokler mi ne poskrbimo za to, da temeljna energija iz korenske čakre ne priteka v možgane, toliko časa se izklapljajo. In če želite občutiti modrost, poskrbite za temeljna prepričanja. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte predvsem sebe radi. Uživajte!